No, tako, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Danes sem za vas pripravila predstavitev o 3 ključnih izdelkih, ki jih potrebuje prav vsak dom. Zaupala vam bom namen in tele prednosti izdelkov Forever Bright Tooth Gel, Aloe Ever Shield deodoranta in Aloe Lipsa. Pa kar začnimo. Prvi izdelek, o katerem bom govorila, je Forever Bright Tooth Gel, to je Foreverjeva zobna pasta. Vsi vemo, da zdravi in lepi zobje zahtevajo redno dnevno higieno, s katero jih zaščitimo pred kariesom, tanjšanjem sklenine in drugimi poškodbami, ter tako ohranjamo lep in bleščeč nasmeh. Zato je Forever v bistvu poskrbel za vrhunsko zobno pasto, ki odlično čisti, varuje in neguje naše zobe in dlesni. Poglejmo si najprej sestavine. Vsebuje visoko kakovostne sestavine, kot so aloe vera. Ta ima protivnetne in antibakterijske lastnosti, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju vnetja dlesni in zmanjšanju tveganja za karies, saj nevtralizira bakterije. Poleg tega lahko aloe vera pomaga tudi pri zmanjševanju bolečine v ustih in ustnicah, pomirja tkivo in hladi, zato pa je priporočljiva za ljudi, ki imajo občutljive dlesni ali so nagnjeni k vnetjem. Kot seveda vsi veste, ima Forever največji in najbolj spektakularen nasad aloe vere v Dominikanski republiki in skrbi, da je čas med obrano aloe vero in nadaljnjo predelavo najkrajši, da ta ohrani vse hranljive in naravne lastnosti. Za razliko od drugih mnogih podjetij, ki uporabljajo aloe vero v svojih izdelkih in jo pridelujejo s pomočjo strojev, Forever to še zmeraj počne ročno. List po list in tako uporabimo le sredice aloe vere. Preostale dele rastline pa se vrnejo nazaj na polja aloje kot kompost. Skoraj 80% procesa je opravljenega ročno. In to pomeni, da je aloe vera v naših izdelkih res najvišje kakovosti. Poleg aloe vere vsebuje tudi propolis. Propolis se pogosto uporablja za zdravljenje različnih težav z zobmi in dlesnimi. Študije so pokazale, da lahko propolis pomaga pri zmanjševanju vnetja dlesni, preprečuje nastanek zobnega kariesa in zmanjšuje tveganje za razvoj parodontalne bolezni. Poleg tega pa lahko propolis pomaga pri zdravljenju razjed v ustih, bolečih dlesnih in drugih vnetjih ustne votline. Dodali so ji tudi zeleno in poprovo meto, ki pomagajo pri odstranjevanju bakterij in zmanjšanju tveganja za nastanek kariesa ter parodontalne bolezni in tako zagotavljata občutek svežine. Poleg teh svojih koristnih sestavin pa Forever Bright Tooth Gel ne vsebuje fluora in ostalih škodljivih kemikalij, ki se včasih znajdejo v zobnih pastah. Zaradi tega je zobna pasta primerna za uporabo tudi za tiste, ki se želijo izogniti kemičnim sestavinam v zobni pasti. Poglejmo si prednosti zobne paste. Lajša težave z dlesnimi, to pomeni, da jih pomiri, preprečuje krvavitve in ostale težave dlesni, nudi pomoč pri odstranjevanju zobnih oblog, beli zobje brez uporabe belilnih ali abrazivnih sredstev. Vemo, da lahko belilna sredstva poškodujejo zobno sklenino, jo naredijo občutljivo ali pa povzročijo težave z dlesnimi. Torej, probamo se nekako vsem tem sredstvom izogniti in jih pobeliti na nek naraven, zdrav način, kar je pa seveda mogoče z uporabo Forever Bright Tooth Gela. Kot sem že omenila, ne vsebuje fluora. Prevelika uporaba fluora lahko privede do fluoroze in to je stanje, ki v bistvu povzroči razbarvanje zobne sklenine. Lahko jo tudi stanjša. Ima pa tudi to lastnost, da odlično osveži zadah in ima fantastičen okus. Vse to je zahvaljujoč zeleni in poprovi meti, saj odstranjujeta bakterije in zagotavljata svež zadah. Komu pa je ta zobna pasta namenjena in zakaj? Osebno jo priporočam vsem,
ki so se oziroma se še danes srečujejo s čimerkoli od prej naštetega, recimo s krvavečimi dlesnimi, z kariesom, parodontozo, obarvanimi zobmi, slabim zadahom. Nujna uporaba te zobne paste bo v bistvu vse te naštete slabosti odpravila, ampak pogovarjamo se o redni uporabi najmanj 2-krat dnevno. Primerna je za vso družino. Otroci seveda morajo še vedno uporabljati v zobnih pastah neko določeno vrednost fluora, zato vam priporočam uporabo te zobne paste, da jim jo ponudite, če prakticirate umivanje med obroki. Torej, zobno pasto s fluorom uporabijo zjutraj in zvečer, vsa vmesna umivanja, kakor se pa izvedejo, pa lahko komot uporabijo našo zobno pasto, zgolj iz tega vidika, da ne prekoračimo tiste meje uporabe fluora z zobno pasto. Je brez glutena in prijazna vegetarijancem, to dokazujejo tudi njeni certifikati, ki jih ima. Bom se pa dotaknila certifikatov tudi, ki jih vidite na predstavitvi spodaj. Pomembni so za Forever, nekatere je zelo težko dobiti in je prav, da jih izpostavimo tudi pri vseh nadaljnjih predstavitvah, ki jih imamo, jih imate vi posamično s komerkoli, je treba omeniti, kateri certifikati se držijo teh izdelkov, ker to v bistvu predstavlja njihovo kvaliteto. In najprej se bom ustavila pri prvem certifikatu, to je prvi, ki ga vidite, IASC. To je v bistvu neodvisna organizacija, ki skrbi za uveljavljanje standardov za proizvodnjo, testiranje in ocenjevanje izdelkov, ki vsebujejo aloe vero. Njeni strokovnjaki preverjajo proizvodne procese in preučujejo sestavine in končne izdelke, da zagotovijo, da izdelek vsebuje res visoko raven in čistost v samem izdelku. Če proizvod prejme ta certifikat, to pomeni, da je bil proizveden strogo uporabo postopkov, ki zagotavljajo kakovostno aloe vero in visoko raven čistosti. Potem je Liping Bunny certifikat, drugi po vrsti, je eden najstrožjih certifikatov. Ta certifikat podeljuje organizacija Liping Bunny Program, označuje izdelke, ki niso bili testirani na živalih. Za pridobitev tega certifikata mora podjetje opraviti obsežen pregled vseh svojih dobaviteljev in zagotoviti, da noben od njih ne testira na živalih. Torej, če izdelek nosi Liping Bunny certifikat, to pomeni, da je bil proizveden brez testiranja na živalih in da so bile vse sestavine pridobljene na etičen način. Naslednji certifikat je Dermatest, to je nemški certifikat. Neodvisni inštitut Dermatest potrjuje, da imajo Foreverjevi izdelki za nego obraza in telesa najboljšo kompatibilnost s kožo. V bistvu podjetje Dermatest je bilo ustanovljeno leta 1978 z vizijo raziskovanja in ocenjevanja kozmetičnih izdelkov z dermatološkimi in znanstvenimi metodami, ki zagotavljajo, da so izdelki, ki so pridobili ta certifikat, resnično varni za uporabo. Potem imamo Kosher certifikat. Ta certifikat podeljujejo organizacije, ki zagotavljajo, da izdelek ustreza judovskim prehranskim zahtevam, in pa halal, ta certifikat pa pomeni, da so izdelki ustrezni za uživanje ali uporabo v skladu z islamskim zakonom. Potem pa še zadnji, gluten free, brez glutena. Če ima kozmetični izdelek certifikat gluten free, to pomeni, da izdelek ne vsebuje glutena ali sestavin, ki bi lahko vsebovale gluten. Zdaj, gluten ni nevaren za uporabo na koži, lahko pa pri nekaterih ljudeh povzroči draženje. Zato recimo ljudje s celiakijo ali glutensko občutljivostjo pogosto iščejo izdelke, ki so označeni kot gluten free. Z uporabo teh izdelkov se v bistvu počutijo varne in vejo, da ne bo prišlo do nekih kontraindikacij. Tako. To je bila Forever Bright Tooth Gel.
njene sestavine, njene prednosti. In bom kar nadaljevala z naslednjim izdelkom, to je pa Forever Aloe Evershield deodorant. Kaj pa je namen deodoranta? Namen je, da zmanjša ali prikrije neprijetne telesne vonjave, pri tem pa ne zmanjša znojenja. To pomeni, da ne vpliva na količino znoja, ki se izloči, ampak samo na to, kaj bodo bakterije storile z izločenim znojem. Ali bo prišlo do razvoja neprijetnega vonja, ali pač ne. Poznamo tudi antiperspirante. Te so malenkost drugačni. Oni pa zmanjšujejo znoj. Torej, zadržujejo. Zadrževanje znoja pa lahko povzroči težave, kot so pregrevanje, vnetje kože, srbenje, draženje kože. Poleg tega lahko zadrževanje znoja povzroči tudi motnje v presnovi, saj znoj odstranjuje toksine iz telesa. Torej, nikakor ne smemo znoja blokirati, ne smemo priti do tega, da se ne bomo več znojili, ampak moramo priti do tega, da uspemo prikriti vonj znoja. To se da recimo z našim deodorantom, kot sem že omenila, ne blokira znoja, ampak blokira neprijetne vonjave. A ste se že kdaj vprašali, zakaj se sploh toliko znojimo? Telo se znoji, ker tako uravnava temperaturo. Kadar je temperatura višja, je posledično tudi izločenje bistveno povečano. Ampak, a ste vedeli, da povprečno človek v enem dnevu iz telesa izloči približno 700 ml znoja? Res velika, ne? Gre se pa za to, da naša koža namreč vsebuje milijone žlez, med katerimi so tudi žlezde znojnice, katere so odgovorne za produkcijo znoja. Kadar nam je vroče, smo aktivni, živčni, pod stresom, je zaradi stimulacije znojnic povečana produkcija znoja. S tem, ko znoj izhlapeva iz kože, absorbira toplotno energijo in nas s tem hladi. Še posebej se znojimo na posameznih delih telesa, kot so dlani, stopala, čelo, prsni koš, najbolj pa v predelu pod pazduhami. Ta ima posebne fiziološke lastnosti. Bakterija, ki je kriva za neprijeten vonj, se imenuje Cronibacterium xerosis in je ena izmed sestavin kožne flore. Ta bakterija ima odlične življenjske pogoje v predelu pod pazduhami, kjer je relativno visok pH, približno 6. In na tem mestu živi do 106 mikroorganizmov na kvadratni centimeter. To je res veliko. In ker nam je pa zdaj jasno, kako deluje in čemu služi deodorant, gremo kar naprej na njegove sestavine. Vsebuje aloe vero, ta ima protivnetne, pomirjajoče in vlažilne lastnosti, ki pomagajo pri zaščiti in negi kože pod pazduhami. Ima antibakterijske in protimikrobne lastnosti, ki lahko pomagajo pri preprečevanju rasti bakterij in gliv na koži, kar lahko zmanjša tveganje za okužbe in neprijeten vonj. Ima pa tudi askorbinsko kislino, ta nam je bolj znana kot vitamin C, se pa včasih uporablja v deodorantih kot antioksidant, ki preprečuje oksidacijo in razgradnjo drugih sestavin v deodorantu. Poleg tega pa lahko askorbinska kislina pomaga pri nevtralizaciji vonjav, ki jih povzročijo bakterije, saj ima antibakterijske lastnosti. Katere so prednosti Forever Aloe Vera Shielda? Torej, ne vsebuje aluminijevih soli. To je ena izmed glavnih prednosti Forever Evershield deodoranta. Aluminijeve soli lahko najdemo v številnih drugih deodorantih in antiperspirantih. Aluminijeve soli se pogosto uporabljajo kot sredstvo proti potenju, vendar se nekateri ljudje bojijo, da bi lahko bile škodljive za zdravje. Aluminijeve soli namreč lahko dražijo kože, zamašijo pore in povečajo toksičnost aluminija v telesu. Naš deodorant ga ne vsebuje in prav tako ne vsebuje alkohola. Alkohol lahko povzroči draženje in izsušitev kože, zlasti pri občutljivih ljudeh.
Njegova posebnost je to, da je v bistvu odličen za vse tipe kože in tudi prav tako za oba spola, tako moške kot ženske, za staro, mlado, suho ali občutljivo kožo ni pomembno, ker ga dejansko prenaša vsak tip. Še ena njegovih prednosti je ta, da ne obarva oblačil in ne pušča sledi. Najbrž se vam je že kdaj zgodilo, da se vam je najljubša majica obarvala pod pazduhami, a ne? No, s tem deodorantom se to zagotovo ne bo zgodilo. Za vas imam še en nasvet za boljšo učinkovitost naravnega deodoranta. Ta nasvet je pa tak, da najprej odstranite vse dlačice pod pazduhami. Gola koža, pobrita koža, deodorant bistveno bolje vpije, bakterije se pa ne morejo zadrževati, ker ni dlak. V bistvu so dlake tiste, ki najbolj prispevajo k tem neprijetnim vonjam, ker zadržujejo bakterije vse. Deodorant je treba nanašati na čisto in suho kožo. Če ga nanašamo na mokro kožo, se lahko zgodi, da ga ta razreči in posledično pa zmanjša njegovo učinkovitost. Med drugim pa tudi še dodatno zadržujemo vlago na koži. Tako da nujno na suho in čisto kožo. Uporabiti je treba tudi primerno količino deodoranta, to pomeni, da pokrije celoten predel pod pazduhami, ne pa samo neki na oko. In pa meni osebno ena boljših lastnosti je ta, da se ga lahko uporablja takoj po britju oziroma voskanju. Zgolj že zaradi pomirjajočih in regeneracijskih lastnosti aloe vere je tako primeren za uporabo takoj po britju. Ena pomembnost je še tudi hranjenje deodoranta. Hranimo ga na hladnem in suhem mestu. In s temi preprostimi triki bo obstojnost in učinkovitost deodoranta maksimalna, se opravičujem. Prevečkrat se ponavlja beseda deodorant. Komu priporočamo in zakaj? Kot sem omenila, primeren je za celotno družino, ampak vas lepo prosim, tukaj se držimo pravilo, vsak ima svojega. Nikakor jih med seboj ne mešamo ali pa si jih posojamo. Gre za nek intimni pripomoček. Je nežen, da ga lahko se uporablja takoj po britju ali depilaciji. Ima svež in prijeten vonj, ki dejansko zdrži cel dan. Sama ga uporabljam vsak dan, moram reči, da zjutraj, ko se namažem, zvečer je še enak vonj. Tako da res je fantastičen. Poleg vsega je tudi primeren za vegetarijance in vegane, enak primer kot pri zobni pasti, to dokazujejo določeni certifikati. Ima pa tudi naš deodorant, tale Leaping Bunny certifikat, ki sem ga že prej omenila, dermatest, košer, halal in pa gluten-free certifikati. Tako, to je še en izdelek, ki je tudi na podlagi svojih certifikatov dokazal svojo kakovost in čistost. Zdaj pa pojdimo še na zadnji izdelek, ki pa je namenjen služenju ustnic, in to je Aloe Vera Lips. Vsi vemo, da je nega ustnic pomembna, saj so ustnice eden izmed najbolj občutljivih delov kože na telesu. So nenehno izpostavljene zunanjim dejavnikom, kot so sonce, veter, mraz, suzrak in drugi dejavniki, ki lahko povzročijo razpokane in občutljive ustnice. Poleg vsega tega ustnice nimajo lojnic, ki bi lahko naravno vlažile in jih zaščitile pred izsušitvijo. Forever Aloe Lips je izdelek, ki je zasnovan posebej za nego ustnic, vsebuje kombinacijo naravnih sestavin, kot so aloe vera, čebelji vosek, jojobino olje in vitamin E, ki skupaj zagotavljajo številne prednosti za ustnice. Pa si jih le poglejmo. Po predlogu dermatologov mora imeti dober balzam za ustnice visoko vsebnost olj in voskov. Zakaj? Ker olja in voski tvorijo zaščitni sloj in tako ščitijo in negujejo ustnice. Aloe Lips vsebuje jojobino olje. Ta
vsebuje naravne vlažilne sestavine, ki pomagajo pri ohranjanju mehkih, gladkih ustnic, medtem ko vitamin E pomaga pri zaščiti ustnic pred škodljivimi zunanjimi dejavniki, kot so UV žarki in onesnaževanje. Vsebuje pa tudi 3 vrste voska, Candelia vosek, Miristil miristat in Carnauba vosek, ki ščitijo in mehčajo vaše ustnice ter preprečujejo izgubo vlage. Čebuljevi vosek prav tako pomaga pri vlaženju in mehčanju ustnic ter jim daje zaščito pred zunanjimi vplivi. Prednosti aloe lipsa so te, da nudi takojšnjo pomoč pri pekočih ustnicah. Jaz ne poznam nobene druge labele, vazelina ali kako se temu reče, jaz pravim vsem lips, ki bi takoj pomagal pri pekočih ustnicah. Mi se pogovarjamo o sekundah, ko že deluje. Marsikatere druge trajajo minute oziroma ure, preden prime, ampak pri lipsu temu ni tako. Res deluje takoj. Med drugim tudi pomirja zdravi, suhe, razpokane, poškodovane ustnice, zadržuje vlago v ustnicah in jih ohranja mehke. Lahko se uporablja tudi za razne kožne izpuščaje ali pa vnetja. Dostikrat, ko zaznam recimo na svojem delu telesa, obraza, kjerkoli, kakšen flekec, temu pravim, suhe kože, ki je mogoče majčkeno drugačen kot ponavadi, ga namažem z aloe lipsom in v kratkem ga enostavno ni več. Enako pa velja za lajšanje srbečice, recimo ob piku raznoraznih žuželk. Zdaj spet prihaja sezona komarjev in aloe lips morate imeti ob sebi. Namesto da boste pik komarja spraskali do krvi, boste takoj namazali z lipsom in sploh ne bo srbel in tudi sama pikica bo tudi relativno hitro izginila. Aloe lips med drugim tudi preprečuje oziroma celi herpes. Če zaznate prve znake herpesa dovolj zgodaj, je treba takoj začeti z mazanjem in samo mazati. To je način, da lahko preprečite nastanek herpesa. Jaz sem ga marsikdaj uspela preprečiti, kdaj mi pa tudi ni več uspel, sem bila prepozna, se je herpes razvil, ampak s pomočjo lipsa se je bistveno hitrejši in lepši zacelil. Tako da vsi, ki se borite s herpesom ali pa s podobnimi zadevami, nujna uporaba aloe lipsa. Je za vso družino, od majhnega do starega, res, jaz sem ga tudi pri dojenčku uporabljala, je bila nujna oprema, velikokrat sem vzela aloe lips v roke pri kakšnem vnetju ali pri čemerkoli, kakor pa katerekoli druge kreme, ki so jih priporočali zdravniki. Je brez okusa in brez barvil, zato je pač tudi primeren za ljudi s preobčutljivostjo ali alergijami na umetne sestavine. Doda odličen sijaj, je super podlaga za šminko. Je pa še odličen še za eno stvar, katero pa nisem navedla na sam slajd. Gre se pa za suhost nožnice. Torej, to imamo ženske, če se spopadate s suhostjo nožnice, vam svetujem, da si jo namažete z aloe lipsom. Če se to dogaja mogoče med spolnimi odnosi, probite aloe lips. Jaz vam povem, da boljšega lubrikanta ni na trgu. Čeprav je namenjen ustnicam, se ga da uporabljati, ker je tako naraven tudi za marsikaj drugega. Ampak dajmo se nekaj zmeniti. En lips je za ustnice, en lips je za herpes, en nebo pa za nožnice. Prav, nikar ne uporabljate enega lipsa za vse. Torej, aloe lips, pozabila sem dati slajd naprej, dobro, poglejmo si, kako lepo izgleda. Ima tudi določene certifikate, ne bom jih še enkrat omenjala, oziroma njihovih pomenov. Spet je tukaj Liping Bunny, Dermatest, Kosher, Halal in pa gluten free certifikat. Tako, v najkrajšem možnem času sem vam probala predstaviti te 3 čudovite Foreverjeve izdelke.
Moje mnenje je, da jih potrebujemo vsi. Upam, da so vam te informacije prišle prav, da jih boste lahko tudi vi uporabili za vsa nadaljnja srečanja, ki jih boste imeli in da ste se kaj novega naučili. Pa, če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, sem vam na voljo, le na plan z besedo. Hvala lepa, Leja. To je bilo res izčrpno. Tako da ja, če ima kdo vprašanje, je zdaj prilika. Imamo še kakšno vprašanje? A se lahko pridružim? Ne vem, če me slišite. Slišimo. Halo, Se slišimo, izvolite. a se slišimo? Slišimo. Jaz imam eno pripombo oziroma pridružila bi se vam v zvezi s tem lipstikom. Imela sem probleme z kožo oziroma na vekah. Izredno občutljivo, milijon krem probala, nič pomagalo. Slučajno od sosede dobila lipstik v roke, moram reči, da je nekaj, kar je čudovitega. Na prst zjutraj po negi namažem veke okoli oči in nimam nobenih problemov. Pokala mi je koža, bila sem neverjetno nesrečna s tem, peklo, bolelo, lipstik, zakon. Hvala, gospa, za tole. Dajte mi povedati, imate dermatitis? Ne, nimam dermatitis, imam težave s ščitnico, sem že kar lep čas in seveda suha koža, primerno temu centralne, ves ta čas. Pravim, mazala sem s tisočimi kremami, vedno me je peklo, vedno kakšna stvar dražila oči, seveda umetne solze moram dodajati, ker imam suhe oči. Ampak lipstik je naredil čudež. A ni zanimivo, da en produkt, ki je v bistvu namenjen ustnicam, je toliko univerzalen, da ga lahko uporabimo za marsikaj. Tako, sam tudi zdravstveni delavec, tako da tudi v takih sferah, kjer so alergije domača stvar. No, torej vi ste ena pol tistih, ki potrjujete kakovost in čistost tega izdelka deluje. Sem tudi to predstavila na hrvaški skupini, tako da sem tudi to njim povedala in so dobili informacijo. Da lahko rečem, zelo, zelo svetujem, če kdorkoli ima kakršnekoli probleme, res. V torbico, kamorkoli greš, ko te karkoli namažeš in je okej. Točno tako, točno tako. Jaz vedno pravim, da vse, kar rabim pri sebi, je na žalost sicer telefon, ključi od avta, pa lips. To je vse. Res. To je dejansko. Fantastično. Hvala vam, gospa Marjana. Prosim, malenkost, še kdaj, ko bo kakšna stvar več preizkušena. Kar pridružite se, pa povejte svoje mnenje, izkušnje. Hvala tudi vam. Ma še kdo morda kakšno vprašanje, svojo izkušnjo, da jo deli z nami, rabimo vas. Lahko čas povem? Lahko. Da mi smo pa pri sinu, sem že nekajkrat se mu je ječmenček naredil na očesu in smo tudi ječmenček rešili z tem malim čudežem, lipsom. Bravo, bravo. S tem se še nisem srečala, ampak jaz sem pa slišala tudi že za ječmen, evo, zdaj pa, ko si še ti to povedala, bom vključila še to noter za v bodoče, da lahko še to izkušnjo pridružim, prav? Hvala. Dobar večer, da se ja oglasim, mogu? Ja, izvoli. Dakle, imam jednu znanicu, ja sam oduševljena lipsom, evo. Marijana je to bila čula kako se upotrebljava i to je za nju sad jedno najveće iskustvo, naravno. Ako primijeniš proizvod, moraš dobiti iskustvo, je li tako? Sad ona je malo jako deblja, a to znači da ima onako panj vele guzice, da ima panj debele noge i
kada krene ljeto, njoj se onda dešava onaj dio koji je između bedara, trenje i taj dio, i ona je bila malo na čudu. Ja joj govorim, stavi lips. Ona kaže, ej, toliko znam, lips je za usnice, ona mi govori. Malo sam se skoro s njom jače našalila, ali sam rekla, daj molim, jer je već bolilo. Znači, toliko je trenje da je to već boli. I onda sam joj taj lips naravno poklonila iz torbe, jer uvijek imam u svakom džepiću po lipsu torbe. I onda je ona otišla do WC-a i samo mi je rekla, znaš, kad sam si stavljala to sa strane bedara, kaže, već mi je godilo. A drugi dan me nazvala i rekla sam lijepo da to napravi na večer, da to baš preko noći se odmaje. Drugi dan me nazvala i rekla mi je, ništa nije bilo crveno. Tako da lips možete upotrebljati malo i dole, malo i gore, na sve načine djeluje. Toliko je malen, kako si ti rekla, čudotvoran, a toliko puno daje. Eto, tako da se ne trebamo sramiti da to isto tako kažemo, to je jako bitno. Znaš, ljude su uglavnom srame da imaju debele bedre, da im je to trenje, da će doći toplo, da će doći... Treba im ponuditi. Eto, a ja sve kažem, to znate. Tako da, imamo na znanje. I ono za dlake, Lea, to ti je top. To je istina, znaš, istina, to je jako bitno. Jer u stvari deodoran je zakon. Ja neću nikad zaboraviti kad sam ja 11-godišnjaku za rođendan poklonila deodoran. Prvo dala sam mu izuzetno na važnosti, znaš, ko da je 11-godišnjaku deodoran, a znala sam 100% da ga može koristiti. Tako da kad poklonite proizvod, ne možete pogriješiti koliko on ima svoju vrijednost. Dakle, moram priznati da ipak 2 proizvoda nisam od Forevera koristila, to on je Vitalize za muškarce i nisam koristila ovaj aftershave. A veš. Nisam, da, eto. Pa kako ne? Možda se odlučim. Vitalize za muškarce je super. Ne, fino kad se miriši i tako dalje. Recimo, Nenad ne upotrebljava nijednu pastu za brijanje. Isključivo sa našim sapunom, tekućim. Naš tekući sapun i lice sve. Važi. Da vas